Dobro večer. Zahvaljujemo se vam, da ste se pridružili prvi okrogli mizi, ki je del letošnjega niza okroglih miz pod naslovom Priložnosti in izzivi umetne inteligence, ki jih organizira Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija ASEF. To vsako leto omogoča štipendije 20 nadarjenim študentom, ki se nato vključijo v izobraževalni program in opravijo 10-tedenski raziskovalni obisk pri slovenskih profesorjih na prestižnih univerzah po vsem svetu, kot so Harvard, Princeton in Stanford. Okrogle mize so del programa ASEF tutorstva, ki smo ustvarili z namenom, da bi spodbujali pot osebnostne rasti ob študiju. Program se zgleduje po tovrstnih programih, ki imajo dolgoletno tradicijo na univerzah Oxford, Cambridge in Harvard. V njih mentor predvsem deluje kot konstruktivni kritik, ki spodbuja kritično razmišljanje mentorirancev, da razmislijo o zornem kotu, iz katerega gledajo na določen problem, kako povezujejo dejstva in informacije, ter vrednotijo rezultate. Preko tovrstnih vaj in dobronamernih kritik se polagoma oblikuje sposobnost samostojnega razmišljanja in delovanja, kjer posameznik vadi utemeljevanje lastnih stališč ter krepi zaupanje vase in v svoj intelekt. Razvija se drža učljivosti, ki temelji na spoznanju, da obstaja mnogo stvari, ki jih še ne poznamo, a se lahko z ustrezno predanostovanjem poglobimo in osvojimo in razumemo. Danes bomo tukaj v Prešernovi dvorani na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani, nekateri pa tudi preko spleta, prisluhnili štipendistom, ki so pod budnim očesom svojih mentorjev znotraj tutorskih skupin premišljevali o priložnostih in izzivih umetne inteligence v povezavi z cilji trajnostnega razvoja, ki jih je določila Organizacija Združenih narodov. Ti cilji nam omogočajo skupen jezik za velike in skupne probleme, s katerimi se sooča človeštvo in katerim želimo najti rešitve za lepšo bodočnost. Umetna inteligenca obeta ogromen potencial za preobrazbo resničnosti in upamo, da lahko postane odlično orodje za iskanje in razvoj takšnih rešitev. Prepričan sem, da bomo slišali nekaj izjemnih prispevkov in idej, ki so nastale v okviru tega projekta. Upamo, da bo srečanje 3 tutorskih skupin, kemije in biokemije, biologije in medicine ter računalništva, prav tako prineslo nekaj novih zamisli, povezovanja in interdisciplinarnega sodelovanja. Ob tej priložnosti bi se radi še posebej zahvalili ASEF tutorjem, dr. Ani Ramovš, dr. Zdenku Čaharju in dr. Ivanu Bratko, za njihov trud in neprecenljiv prispevek k razvoju naših štipendistov. Brez njihove predanosti in strokovnega vodenja štipendisti ne bi mogli doseči napredka. Mentorstvo je namreč ključnega pomena pri oblikovanju njihovega razmišljanja in razvoju spretnosti, ki jih bodo potrebovali v nadaljnjih raziskovalnih in akademskih podvigih. Hvala vsem, ki ste se priključili na dogodku. Naj bo večer poln plodnega razmišljanja o umetni inteligenci ter priložnostih, ki jih prinaša na področju trajnostnega razvoja. Besedo pa zdaj predajam dr. Marinki Žitnik, direktorici Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF in profesorici na Univerzi Harvard, na oddelku za biomedicinsko informatiko medicinske fakultete, kjer vodi svoj raziskovalni laboratorij za strojno učenje na področju medicine in znanosti. Najlepša hvala, Jože. Upam, da se slišimo danes. Se slišimo. Lep pozdrav, se slišimo? Se slišimo. Odlično. Res sem zelo vesela, da sem se lahko danes v živo priključila na to povezavo in v imenu ASEF-a posebej lepo pozdravljam spoštovane tutorje, tutorke, drage ASEF študente, goste in predavatelje in z velikim veseljem vas pozdravljam na prvi letošnji okrogli mizi programa Tutorstvo ASEF, ki je posvečena temi, ki ne le oblikuje našo sedanjost, ampak bo v veliki meri tudi krojila našo prihodnost, in sicer gre za umetno inteligenco. Torej, v naslednjih nekaj kratkih minutah bi rada z vami delila nekaj pogledov na priložnosti, na izzive, na potencialne nevarnosti, ki umetna inteligenca prinaša, ter kako lahko ASEF tutorski program prispeva k razumevanju in oblikovanju te dinamične in vseobsegajoče in razvoja nove tehnologije. Umetna inteligenca je za mnoge postala sopomenka za prihodnost tehnološkega napredka. A kako jo razumemo?
Umetna inteligenca zame je orodje, ki omogoča algoritmom strojnega učenja in da opravlja naloge, za katere je bilo prej potrebno človeško razmišljanje, veliko človeškega truda in dela vloženega. In gre za vpliv, ki sega od prepoznavanja govora do pomoč pri vožnji avtomobilov in preko tega. Ampak umetna inteligenca ni le tehnološki fenomen, je v nekem smislu tudi lahko ogledalo naših vrednot, upov, strahov, izzivov, k razumevanju etike, odgovornosti in sožitja med sodobnim človekom in tehnologijo. Zdaj, priložnosti umetne inteligence so zares široke in segajo čez mnoge sektorje naše družbe, predvsem omogočajo preboje, ki si jih pred leti nismo mogli predstavljati. Torej, naj podam nekaj primerov, ki ponazarjajo, kako umetna inteligenca že danes vpliva na različna področja. V delu, ki sega tudi v moje raziskovalno področje, vidimo, da umetna inteligenca res spreminja medicino, kot jo poznamo danes, od odkrivanja novih zdravil do razvoja metod za boljšo diagnozo ljudi. Algoritmi umetne inteligence lahko analizirajo medicinske podatke hitreje, natančneje kot kadarkoli prej. Naprimer, orodje, ki je bilo razvito v Združenih državah, lahko zazna več kot 50 vrst različnih očesnih bolezni s točnostjo, ki je primerljiva ocenami strokovnjakov. Prav tako lahko umetna inteligenca pomaga pri razvoju personalizirane medicine, kjer lahko na podlagi genetskega profila posameznika ti algoritmi predvidijo in napovedo, če bo posameznik se odzval na določeno zdravilo, kar omogoča bolj prilagojeno učinkovito zdravljenje. Preko medicine v drugih sektorjih, naprimer v izobraževalnem sektorju, umetna inteligenca omogoča personalizacijo učenja na način, da se upošteva individualne sposobnosti, predznanje, učne stile učencev. Zdaj, sistemi, kot je naprimer Carnegie Learning, uporabljajo umetno inteligenco za to, da prilagodijo učne načrte, prilagodijo učne vaje v realnem času posameznim študentom, tako da lahko snov osvojijo čim bolj učinkovito. Na industrijskem področju umetna inteligenca naprimer izboljšuje učinkovitost proizvodnje in pa zmanjšuje odpadke preko naprednih algoritmov, ki lahko optimizirajo procese v industriji. Naprimer v avtomobilski industriji se ti algoritmi uporabljajo za napovedovanje okvar, napovedovanje potreb po vzdrževanju opreme, kar lahko omogoča bolj proaktivno vzdrževanje strojev, avtomobilov in zmanjšuje čas, ko ti stroji ne delujejo. Podjetja, kot so Amazon, uporabljajo umetno inteligenco za avtomatizacijo skladišč, da se izboljša logistika, kar lahko vodi do hitrejše obdelave naročil, do zmanjšanja stroškov in tako naprej. Umetna inteligenca igra pomembno vlogo tudi pri reševanju okoljskih izzivov, kot je naprimer spremljanje in napovedovanje podnebnih sprememb. Vidimo v preteklih mesecih kar nekaj sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci in se uporabljajo za analizo ogromnih količin podatkov iz satelitov, iz vremenskih postaj in drugih virov, da se bolje razume vzorce globalnega segrevanja in vplive sodobne družbe na okolje. Vsako izmed teh področij predstavlja ne samo obzorje novih priložnosti, ampak predvsem zahteva tudi več perspektiv in multidisciplinarni pristop k uporabi umetne inteligence. In ASEF tutorske skupine igrajo ključno vlogo pri oblikovanju in razvoju, krepitvi ekspertiz preko različnih področij človekovega delovanja. S priložnostmi umetne inteligence prihajajo tudi izzivi. Ena izmed ključnih zadev je zagotovo vprašanje varnosti, kako zagotoviti, da bo uporaba umetne inteligence varna, ne bo zlorabljena, kako pomembno je razmišljati tudi o vprašanjih pravičnosti, etike, kako zagotoviti, da napredne tehnologije umetne inteligence ne bodo reproducirale ali pa celo poglobile obstoječe družbene neenakosti. In te nevarnosti so lahko realne, od tveganja za zasebnosti do izgube delovnih mest, do potenciala za nenamerne posledice, ki jih prinašajo tehnologije, ki se razvijajo zelo hitro in postanejo vse bolj zmetljive v času. Kako torej ASEF tutorske skupine prispevajo k obravnavi vseh teh tematik, ki sem jih omenila v preteklih nekaj minutah? Vsekakor mislimo, da je interdisciplinarnost v tej dobi umetne inteligence ključna.
da le z združevanjem znanj iz različnih disciplin, od računalništva do inženirstva, filozofije, psihologije, medicine, ekonomije, sociologije, lahko celovito razumemo, oblikujemo tehnologije in posledice, ki jih te tehnologije prinašajo za našo družbo. In tutorske skupine so res izjemna priložnost, da skozi razprave, projekte raziskujemo te dileme, razvijamo tehnološke rešitve in v splošnem razmišljamo o vplivu, ki jo umetna inteligenca ima na družbo. Tako da sem zelo vesela, da imam to priložnost, da sem danes se priključila na okroglo mizo. Želim vam uspešno okroglo mizo, izjemno iskrivo razpravo, ter se zares veselim, da lahko sledim današnjemu pogovoru. In še enkrat najlepša hvala vsem tutorjem in ASEF štipendistom, ki so pripomogli k oblikovanju teh razprav, in se z veseljem sedaj priključujem k skupini gostov, ki bodo poslušali to debato in sledili okrogli mizi. Tako da najlepša hvala in uspešen dogodek. Hvala, Marinka. Z velikim veseljem zdaj predstavljam skupino štipendistov ASEF generacije 2023, ki so se že intenzivno posvetili svojim izbranim področjem v okviru tutorskih skupin. Danes so z nami za skupino biokemije in kemije Simona Gličar, katere tutor je profesor dr. Zdenko Časar, računalništvo Frank Dragar, tutor je profesor dr. Ivan Bratko, ter biologija in medicina, katero predstavlja Lara Snoj in katere tutorka je Ana Ramovš. Simona Gličar, vaša skupina se je osredotočila na 9. cilj trajnostnega razvoja, ki se ukvarja z industrijo, inovacijami in infrastrukturo. V vašem eseju podate kratek pregled uporabe umetne inteligence v razvojnih in proizvodnih procesih farmacevtske industrije. Bi lahko morda na kratko orisali, kakšne probleme se rešuje s pomočjo umetne inteligence na področju farmacevtske industrije? Pozdravljeni še z moje strani. Mi smo v naši skupini pregledali literaturo, članke in tudi spletne strani nekaterih najuspešnejših svetovnih farmacevtskih podjetij in na ta način iskali, kakšne pristope umetne inteligence uporabljajo v svojih procesih. Področja, kjer se umetna inteligenca najbolj uporablja v farmacevtski industriji, so zgodnje raziskave, torej odkrivanja novih učinkovin, klinika oziroma klinična testiranja, pa tudi prodaja in marketing. In o tem je že veliko napisano, mi smo se pa malo bolj osredotočili na razvojne in proizvodne procese in od teh mogoče nimamo še veliko podatkov neposredno iz industrije, ker so to pač zaupni podatki, ker s tem podjetja ohranjajo prednost ali pa konkurenčnost napram ostalim. Smo pa opazili, da je to pač zelo vroča tema, da se za to zanimajo in tudi vlagajo v projekte iz tega področja. Pri pregledu znanstvenih člankov smo pa opazili kar nekaj področji, kjer se kaže potencial za uporabo metod umetne inteligence, in sicer v formulacijah, analitiki, načrtovanju sintez in na primer razvoju monoklonskih protiteles. In če vzamem primer formulacij, na primer lahko iz nekih lastnosti spojin in spektralnih in proizvodnih podatkov predvidimo z metodami umetne inteligence, kakšne bodo farmakokinetske lastnosti, kakšna bo trdota trdnih farmacevtskih oblik, kakšne bodo na primer velikosti delcev v disperziji v sprejih in tako naprej. Tako da ta potencial v procesih razvojnih in proizvodnih, kako bi se lahko umetna inteligenca uporabljala ali pa se mogoče že, je zelo velik. Hvala. Zdaj vi ste omenjali recimo velik spekter stvari, nekatere, kot ste se bolj poglobili, recimo te proizvodne procese, ste omenjali tudi druge.
Veste morda, v kolikšni meri je uporaba umetne inteligence na tem področju bila omejena na raziskave, koliko morda se že pilotno kaj izvaja, celo morda uporablja kaj v proizvodnji? Veste morda, kakšne statistike, kakšna cena? Ja, tako kot sem omenila, so to mogoče zaupni podatki, sploh teh najsodobnejših tehnologij, ki prinesejo tisto razliko med podjetji ali pa konkurenčnost dejansko, tako da natančnih podatkov nimamo in bom kar zaključila s tem, da ne bom špekulirala. Morda kakšni so pa glavni izzivi in pomisleki za uvajanje teh naprednih sistemov umetne inteligence v proizvodnji? So kakšne posebne omejitve, ki jih bilo treba upoštevati, ko se uvaja tovrstne rešitve? Ja, seveda. Pač farmacevtska industrija je zelo regulirana in zato je implementacija takšnih oziroma kakršnekoli spremembe ali novosti v procesih zahtevna. Naprimer, postavlja se vprašanje, kako bi se lahko implementirale neke metode, ki jih ne znamo povsem točno razložiti, kot je naprimer ta black box pri nevronskih mrežah. Potem je pa tudi umetna inteligenca v kombinaciji z internetom stvari bo ustvarjala lahko ogromne količine podatkov, večje kot jih farmacevtska industrija že ustvarja in obvladuje, in to pomeni, da je potrebna pač zahtevno oziroma pač res dober premislek v logistiki upravljanja teh podatkov, da se zagotovi varnost in celovitost podatkov, ki so ustvarjeni in s katerimi se deluje. Dobro, hvala. Frank Dragar, v svojem delu se spopajate z predvidevanjem ekstremnih vremenskih pojavov z strojnim učenjem. Bi morda lahko na kratko opisali delo, ki ga opravljate v okviru tutorske skupine? Ja, lep večer še z moje smeri. Mi smo se ukvarjali, torej, tako ste omenili, z napovedovanjem ekstremnih vremenskih pojavov in sicer smo nadaljevali v bistvu proces, ki ga je začela skupina šole generativne umetne inteligence in prava, tudi pod mentorstvom profesorja Ivana Bratka. In smo pač na podlagi njihovih, en predstavnik skupine tudi v občinstvu, na podlagi njihovega dela smo potem nadaljevali. Se pravi, oni so zbrali en kup podatkov, ki so javno dostopni za recimo slovensko področje, meteorološki podatki, hidrološki podatki in tako naprej. Dobili smo se pa tudi z dr. Petanom z Agencije Republike Slovenije za okolje, ARSO, in smo imeli par sestankov, kjer smo se pač poizvedeli, kako se pa oni s tem zaenkrat ukvarjajo. Potem smo pa mi tudi dobili se pravi, te podatke, ki smo imeli na voljo javne, pa nekatere smo dobili tudi prav izvoza podatkov z baze ARSA. Recimo za Ljubljano smo najprej dobili podatke za Gradaščico in pa za Soro. Se pravi, tako sem rekel, meteorološke, potem smo pa z nekimi najprej osnovnimi modeli, pa smo pa še tudi nekatere druge metode sprobavali, poskušali napovedati višino vodostajev, se pravi, to je nek predpogoj za napoved poplav, oziroma pač, če je višina vodostaja preko neke določene višine, torej pač reka poplavi. Ja, tako na kratko. Hvala. Zaenkrat so recimo veljali analitični modeli za najbolj točne, za napovedovanje poplav in vremena, ampak ti so računsko zelo potratni. Bi morda lahko opisali, kakšne spremembe se obetajo z uvedbo umetne inteligence na tem področju in kakšne prednosti lahko prinaša? Tako, se pravi, tukaj mogoče čisto malo generalno lahko povem za napoved recimo vremena. Tisti modeli so precej, kakor razumem, zelo potratni, to so neke recimo diferencialne enačbe. To je bil zelo dolg razvoj teh modelov in so precej, ja, tako smo rekli, potratni. Zdaj se pa tudi na podlagi tega napovedovanja vremena veliko dogaja. Dogaja se pa tudi napovedovanje recimo teh vodostajev, tako smo se pa mi, se pa tudi da potem za strojnim učenjem, z učenjem iz podatkov, namesto tako so omenjeni bili ti analitični modeli, se da pa tudi te modele strojnega učenja za to uporabiti, s katerimi smo se mi ukvarjali. Se pravi, da malo razdelamo to računsko potratnost. Tudi ti modeli strojnega učenja so lahko zelo računsko potratni, morda še kdaj bolj, sploh zaradi tega, ker moramo te modele tudi učiti in tudi razvoj je pač
recimo nekaj stane, če lahko rečemo, da so pač tudi ti računski viri nekaj vredni. So pa potem lahko pač prednosti, da so ta inferenca v teh modelih je lahko potencialno cenejša, pa tudi lahko so pač recimo natančnejši ali pa generalizirajo na druge, recimo na druga območja, kar je pa tudi eno dejstvo, ko so ga izpostavili tudi na Arso. Oni imajo neke te ekspertne modele oziroma pač nekatere take analitične, bi rekli, skoraj staromodne, oziroma pač to, kar trenutno uporabljajo, so zelo taki ročno zasnovani modeli, ki imajo ogromno enih parametrov, ki jih je treba nastaviti tudi ročno. In to je veliko dela, ki ga lahko upravlja samo peščica ljudi, ker se morajo zelo spoznati na te stvari. Lahko pride tudi tam do kakšne napake in res je za vsak model oziroma celo za vsak vodostaj je treba nastavljati vse te stvari. Zdaj, z učenjem iz podatkov je pa nekako namen, da se pač tudi da malo bolj posploševati. In zdaj, če gremo pa malo, kaj smo pa bolj v naših raziskavah zasledili, kaj se pa uporablja recimo v svetu, neke take state of the art stvari, če toliko uporabim. Pa tudi v Sloveniji se recimo na FRIU obstaja ena raziskovalna skupina, ki se ukvarja z sicer ne napovedovanjem poplav, vsaj ne teh na rekah, ampak se ukvarjajo z napovedovanjem višine morske gladine, predvsem tudi na Urih, se pravi takrat, ko bi bilo potencialno tudi kakšna poplava. In ta model se imenuje Hidra, pa potem tudi Hidra 2. Se pravi, oni z globokim učenjem modelirajo te morske višine. Kar se pa bolj našega raziskovanja malo bolj tiče, so pa bolj napovedovanje višine vodostajev rek, predvsem pač poplav. To smo pa zasledili ene par različnih stvari in to se pa zelo razvija v zadnjih letih, recimo v zadnje 5 ali pa 8 letih je zelo hiter napredek uporabe metod strojnega učenja za napovedovanje poplav. En specifična vrsta dela, ki smo zasledili, je nabori podatkov CAMELS in to so pač v bistvu zbori podatkov, ki so zbrani so skupaj meteorološki podatki in pa tudi hidrološki podatki, pa še podatki atributov vseh porečij, ki so vključeni. Se pravi, res celosten nabor teh vseh podatkov praktično, ki bi jih lahko, oziroma verjetno ne vseh, ampak vsaj večine, ki bi jih potrebovali za napoved takšnih poplav. In potem, ker imajo take standardizirane nabore podatkov, obstaja tudi, pol je še CAMELS je bil za Ameriko, obstajajo še pol tudi kakšni drugi, ki omogočajo pač to, da tudi nedomenski eksperti se na teh podatkih ukvarjajo s tem. Ja, hvala, moj čas je šel. Hvala, morda samo še eno kratko vprašanje. Recimo prej ste omenjali recimo modele, ki še vedno temeljijo na enačbah, potem ste omenjali strojno učenje. Obstaja recimo eno področje, ki je vsakič bolj popularno, recimo glede tega fizikalno informiranega učenja. Morda bi lahko v 2 stavkih samo risali, kako morda to področje pomaga povezovati intuicijo. Ja, čisto na kratko. To je, lahko bi rekli, da skoraj en hibrid teh metod, ki so zelo domensko informirane, pa teh metod, ki so z globokim učenjem. Se pravi, globoko učenje deluje iz podatkov, ampak to pomeni, če imamo malo podatkov, pa to ne bo tako dobro delovalo. Če so fizikalno informirani modeli, pa položimo neke konstrente gor na te modele, kar pomeni, da se bojo lahko iz manj podatkov, zaradi tega, ker imamo že neko domensko znanje vgrajeno v njih, lahko bojo performali boljše. Hvala, Frank. Lara Snoji, vaša skupina se osredotočila na 3. cilj trajnostnega razvoja, ki se tiče zdravja in dobrega počutja. V svojem delu opisujete perspektivno uporabo umetne inteligence na področju slikovne diagnostike, predvsem za zaznavanje raka. Bi lahko morda na kratko opisali prednosti, ki jih prinaša umetna inteligenca na tem področju in morda kakšni so izzivi in omejitve, s katerimi se soočajo raziskovalci tovrstnih modelov? Hvala, dober večer še z moje strani. Jaz torej predstavljam tukaj danes skupino, ki se ukvarja z biologijo in pa medicino in mi smo se v naših dosedanjih srečanjih osredotočali predvsem na to, kako bi lahko umetno inteligenco implementirali na področje diagnostike raka. Vemo, da v bistvu pač je tukaj naredila umetna inteligenca že velik napredek, vse torej od zgodnjega odkrivanja bolezni pa do potem uvedbe personalizirane terapije.
Mi smo v naših srečanjih prišli do nekega spoznanja, da trenutno so torej te algoritmi umetne inteligence najbolj perspektivni na področju slikovne diagnostike, kjer nam predvsem pomagajo razlikovati benigne tumorje od malignih pri različnih načinih slikanja, torej tukaj se predvsem navezujem na rentgensko slikanje, tole računalniško tomografijo in pa magnetno resonanco. Namreč ti algoritmi imajo sposobnost do natančnega presejanja ogromnih količin podatkov in v bistvu zaradi tega lahko zaznajo neke značilnosti in pa vzorce bolezni že v bistvu mnogo prej, kot bi jih lahko mi, torej ljudje s svojim očesom. In poleg tega nam lahko ti algoritmi pomagajo tudi pri napovedovanju odziva na zdravljenje, morebitnih stranskih učinkih zdravljenja in pa omogočajo nam spremljanje stabilnosti in pa napredovanja tumorja. Poleg tega lahko tudi s pomočjo teh algoritmov določimo obliko, velikost in pa strukturo tumorja in s tem v bistvu sklepamo na njegove biološke značilnosti in pa to, kako se pač tumor potem v našem telesu obnaša. Poleg tega pa lahko potem algoritmi umetne inteligence svoje ugotovitve iz slikovne diagnostike povežejo tudi z drugimi kliničnimi podatki, ki jih imamo o pacientu in s tem nekako omogočijo bolj personaliziran načrt zdravljenja. Zdaj, glavni izzivi, ki smo jih mi v svojih razmišljanjih izpostavili, so predvsem etični vidiki in sicer mi smo se predvsem ukvarjali s tem, čigava bi bila recimo pravna odgovornost v primeru, da bi mi nekemu pacientu uvedli zdravljenje oziroma neko terapijo, ki bi nam pač predlagal nek algoritem umetne inteligence in bi se recimo zdravnik odločil, da bo to terapijo uvedel in bi ta terapija imela za pacienta recimo negativni izid. Torej, kdo bi bil potem v tem primeru pravno odgovoren? Ali torej zdravnik, ki je na podlagi priporočila umetne inteligence to terapijo uvedel, ali v bistvu nek računalničar, ki je te algoritme sprogramiral v začetku, ali tisti, ki je dal hude podatke. Smo se torej ukvarjali s tem etičnim vidikom. Potem smo naprej razmišljali tudi v bistvu, da bi lahko z uporabo umetne inteligence povečevali neenakost med skupinami ljudmi, predvsem, če bi bili podatki, ki bi jih pač mi uporabili za učenje teh algoritmov pristranski, torej ne bi bili reprezentativni za celotno populacijo, ker potem takšnega algoritma ne bi mogli generalizirati in pač uporabiti na celotni populaciji. Recimo, tukaj imam za primer raka dojke, če bi pač uporabili za učenje tega algoritma podatke pretežno žensk bele rase, potem tega ne bi mogli algoritma uporabiti recimo za natančno diagnostiko pri drugih rasah, recimo temnopoltih ženskah ali pa recimo ženskah iz Azije, ker pač ne bi bilo to reprezentativno in bi bila v bistvu takšna generalizacija neetična in v bistvu tukaj problem potem predstavlja tudi sama validacija tovrstnih algoritmov. Hvala. Tukaj ste že omenjali določene aspekte, ki imajo zavidati tudi z prenosom teh modelov potem v prakso. Brez dvoma ima zavidati to za strukturo podatkov, na katerih so bili trenirani, na katerih se uporablja. Bi znali morda na nek način nam razložiti, recimo, kateri so elementi za eno pravilno ocene, recimo natančnosti modela in pa potem tudi operativnega delovanja? Ja, torej natančnost tukaj je ključnega pomena. Predvsem bi mi želeli, da bi tak model imel dobri občutljivost in pa specifičnost, da če to malo bolj natančno razložim, občutljivost pač pomeni, da bi s tovrstnimi modeli, ki bi jih ustvarili, zanesljivo pač določili vse ljudi, ki imajo pozitiven rezultat testa, torej ki pač bi bili bolani, torej da bi čim manj ljudi, ki imajo dejansko tumore, pač spregledali. Pri specifičnosti pa torej, da bi čim manj ljudi narobe diagnosticirali, torej da bi vse, ki so dejansko negativni, pač opredelili kot negativne in imeli čim manj lažno pozitivnih rezultatov. Kot sem že prej omenjala, pa je tudi zagotavljanje pač natančnosti in pravilnosti. Tukaj je pomembna ta zunanja validacija, kar pomeni, da bi te algoritme, ki bi jih pač učili na nekih podatkih, mogli potem preveriti tudi na neodvisnih skupinah pač podatkov
da pač bi in potem primerjati, ali nam dajo pač podobne rezultate, a ne? Ker bi samo na ta način lahko zagotovili, da pač so generalno uporabni. Hvala. Omenili ste tudi recimo aspekt odgovornosti zdravnika, ki uporablja tovrstna orodja. Kako lahko morda razložljiva umetna inteligenca tudi pomaga pri razlagi določene napovedi, da potem se oseba odgovorno odloča in ne prelaga odgovornosti? Bi znali morda kaj povedati? Mislim, da sem prav razumela vprašanje. Lahko sem še enkrat ponovila? Ja, seveda. Prej ste omenili recimo tale aspekt glede odgovornosti za odločanje oziroma diagnostiko. Recimo v umetni inteligenci se velikokrat govori o odgovornem odločanju. Kako lahko morda tudi recimo, ne vem, orodja, kot je razložljiva umetna inteligenca, pomagajo k temu, da se nudi dodatne elemente osebi, ki uporablja tovrstno orodje, da potem lahko odgovorno odloča pač o diagnostiki na nek način. Okej, pač tukaj bi bilo ključnega pomena, da bi recimo, če zdaj govorimo o nekem zdravniku, ki se odloči za uvedbo neke terapije na podlagi pač poročil umetne inteligence, da bi ta oseba, torej ta zdravnik, imel neko znanje in bi vedel, na kakšen način se ti algoritmi odločajo, torej kako oni pridejo do svojega pač končnega rezultata, ki ga potem njemu podajo. Torej, da bi se izognili temu black box sistemu, kar pomeni, da pač mi vemo, kakšni zahodni podatki, kakšna je na koncu neka rešitev, ki jo pač sistem poda, ne vemo pa, na kakšen način on pride do tega. In tukaj se mi zdi, da pač bi lahko rekli, da je zdravnik odgovoren, da je odgovornost na njemu, pač bi mogli vedeti, da on ta proces pozna, ker pač če ga njemu težko naprtimo to odgovornost, sam po drugi strani pa pač ne moramo reči, da je odgovornost na samem sistemu, ker pač vemo, da računalniški sistem, neka umetna inteligenca pač ni pravna oseba in zaradi tega pač ji odgovornosti ne moramo pripisati. Super, hvala. Zdaj bo besedo spet Franku. Kolegica iz področja biokemije je omenila uporabo strojnega učenja v razvojih procesu farmacevtske industrije. Sami ste omenili, da je vaša skupina se ukvarja z modeliranjem ekstremnih vremenskih pojavov. Ti pojavi znatno odstopajo tudi od običajnega vremena. Na podoben način se lahko morda tudi zaznavanje oziroma napoveduje recimo odstopanje na področju farmacevtike in se zaznava recimo, na podoben način se lahko tudi zaznava oziroma napoveduje tudi odstopanja na področju farmacevtske industrije, kjer recimo to ni zaželeno in koristno. Morda lahko podali kakšne primere, morda kako se lahko preverja kakovost teh modelov strojnega učenja, da bi zaznali, kdaj napovedi ustrezajo realnosti, kdaj lahko pričakujemo, da bodo odstopali od pričakovanega obnašanja in morda tudi kakšne metode lahko pomagajo pri zagotavljanju kvalitete proizvedenih snovi oziroma v proaktivnem zaznavanju anomalij v proizvodnji. Ok, se pravi, tako smo pri naši tutorski skupini spoznali, pa je tla izpostavljen problem napovedovanja nekih ekstremnih vrednosti ali pa nekih vrednosti, ki izstopajo. To je precej težek problem, zato ker recimo strojno učenje res blesti v tem, da napoveduje podatke, ki so v distribuciji učne množice. Se pravi, nekaj, kar je ta algoritem videl 10.000-krat, milijonkrat, bo se precej visoko gotovostjo znal tudi napovedati, ali pa vse podatke, ki so podobni tem. Tako smo pa spoznali pri recimo napovedanju poplav, je pa tisto obratno, se pravi tisti dogodki, ki se zgodijo redko, ali pa recimo za poplave, ki so se zgodile v zadnjih 20 letih parkrat, takrat pa to zna precej hitro odpovedati. So tudi kakšne metode, oziroma tako je, če se naučimo prave vzorce, bi tudi to moglo delovati in to je tudi v literaturi precej pokazan, da ni nujno, to ni nujno res, se pravi, če imamo dober model, se tudi te ekstremne vrednosti naučijo, zato ker se pač nauči algoritem res, kako recimo reka funkcionira v sklopu z vremenom, se bi tudi to dalo naučiti. Zdaj pa sam, ja, generalen nasvet pri tem, kako dobiti dober model, je pa pač to, da imamo enako distribucijo podatkov v učni in v testni množici. Se pravi, če imamo zdaj neke redke dogodke samo v testni množici, pa jih nismo imeli v učni množici, se verjetno
ta model tega ne bo znal napovedati. Če pa imamo v obeh oboje, to bi priporočal, no, da pač imamo tudi in v učni in v tesni množici pač cel razpon podatkov. Hvala. Kolegica iz področja biologije in medicine v eseju malo tu omenja recimo izziv, ki ga pomeni pomaganje standardiziranih podatkov. In recimo to se lahko kaže tudi glede subjektivnosti patologov v interpretaciji različnih primerov. To vprašanje je tudi za Franka. In morda kakšne pristope umetne inteligence bi svetovali za zaznavanje recimo tovrstnih primerov, kjer morda imamo konflikte leveliranja, pa tudi kako lahko generativna umetna inteligenca obide tovrsten problem. Torej problem... Za Franka. Ja. Ja, se pravi, v strojnem učenju se še eno tako pravilo, ne? Garbage in, garbage out, se pravi, če imamo slabe podatke, se bo tudi model naučil slabega vedenja. Zato je pač zelo pomemben prvič, če lahko na kakršenkoli način te podatke izboljšamo, preden treniramo algoritem, je to definitivno prva metoda, ne? In zato je tudi toliko težko ali pa včasih to dolgo traja in tudi vsaj po tem, kakor jaz vidim iz mojih projektov, je večina ukvarjena ne s tem, da bomo zdaj študirali arhitekturo modela, ampak je predvsem pač ukvarjena s podatki, ne. Ko so pa ti recimo podatki taki, da pač res so narobe označeni in ne moramo nič, so pa pol tudi neke metode in zdaj na pripravi na to okroglo mizo sem si malo pogledal par metod tega in so pač recimo lahko tudi to počnemo avtomatsko, no. In sicer ena taka čisto preprosta, da recimo natreniramo model, zdaj nisem čisto prepričan, pod katerimi pogoji to deluje, oziroma nočem zdaj trditi, da je to rešitev za vse, no. Recimo, da natreniramo model, potem pa ponovadi na zadnji stopnji teh recimo nevronskih mrež, output ni samo, recimo, če si gremo klasifikacijo true-false, oziroma pač pravilno, nepravilno, na zadnji stopnji, preden se to pretvori v to binarno vrednost, je pač tam neka zvezna številka od 0 do 1, recimo, no. In zdaj za nekatere take probleme se da pač to tako rešiti, da ne gledamo samo binarne številke na treniranem modelu, ampak se pravi na istih učnih podatkih poženemo model in pogledamo, kako prepričan je ta model, da je kako prepričan je ta model v tisto vrednost. In zdaj, če je pač ta prepričanost visoka, je visoka verjetnost, da bo ta podatek pravilen, če je pa nizka, je pa zna biti, da je ta podatek narobe označen. Hvala. Glede recimo generativne umetne inteligence pa lahko morda pomaga tudi videti ta problem, recimo, ko imamo različne recimo karakteristike podatkov. Bi morda lahko risali v 2 stavkih, kako lahko v tem pomaga. Ja, da se tudi, se pravi, generativna umetna inteligenca implicira, da pač neke podatke generiramo. Tu se pa pač da veliko dela tudi s sintetičnimi podatki, se pravi, če imamo neko učno množico, za katero smo recimo prepričani, da je pravilna, se da tudi to malo posplošiti spet pod določenimi pogoji, nočem zatrditi, da je to za vse možno, ampak se da tudi generirati dejansko neke podatke in tudi to lahko spet pod določenimi pogoji izboljša performance teh modelov. Hvala. Simona, kolega s področja računalništva je omenil uporabo strojnega učenja za modeliranje ekstremnih pojavov. Ti pojavi so na nek način anomalije. Obstajajo tudi recimo tudi primeri anomalij, na katerih bi se morali ozirati v proizvodnem procesu. Obstajajo določeni mejni pogoji, ki omogočajo bolj redek nastanek tovrstnih anomalij. Bi morda lahko opisali to za farmacevtsko področje. Ja, no, v bistvu, ko smo enkrat na stopnji proizvodnega procesa, si seveda ne želimo anomalij in želimo, da je proces skoraj 100% predvidljiv. Če pa pride do nekih anomalij, napak, jih pa želimo čim prej detektirati, to je z nekimi kontrolami procesnih parametrov inline. Torej, ja, želimo jih čim prej detektirati, čim prej odpraviti in potem tudi uvesti neke korake, ukrepe, da se take napake ne bi več ponavljale. Jaz recimo vidim potencial umetne inteligence predvsem v zaznavanju nekih sistemskih napak, ki še niso izven
mejnih območij, ampak recimo počasi drsijo proti tem in mogoče lahko že prej predvidimo, nekaj se dogaja in pač stanje se slabša, zato da ustavimo preden dejansko ni več v mejah, regulatornih mejah ali pač tako, kakor bi moglo biti. Okay. Recimo tudi kolegica z področja biologije in medicine je v prispevku omenjala možnost personaliziranih terapij. Sami ste tudi v eseju omenjali spremembo načina proizvodnje kot posledica uporabe umetne inteligence. Bo umetna inteligenca omogočala personalizirani razvoj in proizvodnjo zdravil za tovrstne terapije? Kako to ocenjujete? Kako mislite, da se bo to razvilo? No, v bistvu zdaj za zdravila, ki so potrjena za implikacijo nekih specifičnih biomarkerjev ali pa genov, torej za personalizirano medicino, so v bistvu takšna kot ostala, so lahko male molekule in tako naprej in razvojni in proizvodni procesi za ta zdravila so podobni kot za vsa ostala, tako da tukaj, če se bojo uvajali pristopi umetne inteligence, na vseh ostalih se bodo tudi za proizvodnjo takih zdravil. V redu. Sem imel bolj v mislih morda glede količine proizvodnje in kako se lahko tudi spremeni recimo stroj proizvodnje z ozirom na to, da generira personalizirana zdravila. Morda imate kakšno misel na to temo? Bolj v smislu personalizacije za točno eno osebo. Tako. Okej. Ker boste imeli recimo vredno bolj targetiran razvoj, potem pa tudi proizvodno in to na nek način bo spremenilo način delovanja. Okej. Zdaj, na kar najprej pomislim, je pač uporaba umetne inteligence za pregledovanje vseh teh podatkov o samem pacientu, torej genom, stil življenja, prejšnja obolenja in izbiro o načinu zdravljenja. V proizvodnji pa upam, da se bo v procesih za pripravo genske terapije in to tudi v prihodnosti koristno uporabljala tudi umetna inteligenca, ampak ne vem pa, v kakšni stopnji je zdaj. Drži, hvala. Lara, kolega iz področja računalništva, je omenil tudi, recimo, da želijo preko modeliranja napovedovati ekstremne vremenske primere, konkretno poplave, ki povzročajo veliko gmotno škodo in lahko ogrožajo življenje ljudi. Bi bilo smiselno tudi vzpostaviti vzporedne modele umetne inteligence, ki bi pomagali ocenjevati zdravstvena tveganja, ki jih prinašajo tovrstne ujme. Bi imeli tovrstni modeli potencial spremeniti tudi dosedanje ukrepanja na tem področju, v kakšnih primerih bi bili primerni, v katerih pa ocenjujete, da bi bili brezpredmetni? Zdaj tukaj ta zdravstvena tveganja, mogoče prvo lahko povem, da bi jih lahko mogoče razdelili v dve skupine. Ena so bolj taka pač biološka, kjer dejansko pač prizadanejo fizično človeka, pa pač povzročajo neko bolezen. Druga skupina so pa mogoče bolj tak psihološka, torej te psihični vidiki, ko pač ti v neki naravni katastrofi vse izgubiš, pač tudi dejansko lahko imaš veliko težav. Zdaj, meni se zdi, da bi bilo smiselno hkrati narediti neke vzporedne modele, ki bi pomagali ocenjevati ta zdravstvena tveganja. Zdaj recimo konkretno za ta biološka, ko torej pač pride do neke dejansko bolezni, bi mogoče lahko s pomočjo umetne inteligence predvideli, a bi v primeru neke poplave pač lahko, ne vem, prišlo še do izbruha oziroma do izbruha recimo nekega mikroorganizma, kot je recimo COVID, ki bo potem povzročil neko svetovno krizo, ali pa recimo, če bi lahko prišlo v neki poplavi recimo do poškodbe kakšnega objekta, pa bi prišlo recimo do razlitja kakšnih kemikalij, ki bi tudi lahko dejansko pač vplivali na zdravje pač ljudi na tistem območju. Zdaj, z tega bolj mogoče psihološkega vidika pa bi lahko probali uvesti neke ocene tveganja, v bistvu vnaprej predvideti, recimo kakšno škodo bi lahko recimo neka poplava povzročila, v kakšni meri in mogoče pač, če bi lahko ljudi vnaprej evakuirali, pa pač jim
nekako pomagali pač njihove tudi osebno lastnino recimo iz drugega področja odstraniti, da pač bi mogoče probali zmanjšati izgube, ki bi jih pač ob tem doživeli. Recimo v tem smislu bi jaz rekla, da to je smiselno. V redu, hvala. Potem bi pa recimo šli na tretji krog. Za zaključek jaz bi rad odprl možnost, da se vsak izmed vas v par povedih strne odgovore na sledeče vprašanja. Kateri aspekt umetne inteligence vas najbolj navdušuje, glede potencijala za preobrazbo vaše stroke? Potem, kateri dejavniki bi morali biti deležni največje pozornosti v uporabi oziroma v upravljanju umetne inteligence na vašem področju? In potem, kakšne poudarke bi dali, da tovrstni sistem vedno postavlja človeka v ospredje in zagotavlja odgovorno upravljanje z umetno inteligenco? Bi morda začeli pri Lari. Torej, meni se zdi trenutno, da na področju medicine in diagnostike raka je potencial umetne inteligence največji v tem, da pač bi omogočil zgodnjo diagnostiko, torej recimo predvsem te slikovne diagnostike, ki sem že prej omenjala, torej da bi zaznali neke spremembe, ki pač so lahko rakave, še preden bi to lahko človek s svojim pač očesom in bi zaradi tega, ko bi pač zgodaj bolezen zaznali, lahko tudi mogoče uvedli neko preventivno terapijo in s tem zmanjšali pač obseg same bolezni ali pa mogoče celo, če bi bilo možno v prihodnosti, pač tudi preprečili razvoj same bolezni, tudi pač raka v resnici. Še vedno se pač mi zdi, da bi bilo za razrešiti kar nekaj etičnih dilem in da bi pač mogli uvesti neke zakone, neko regulativo, ki bi jasno pač te vidike urejala. Predvsem tudi to pravno odgovornost, kot smo recimo prej omenjali, ali pa tudi varstvo osebnih podatkov, ker pač čim ti daš podatke sistemu, da se njih oči postanejo pač bolj dostopni, hitrejš pride do pač zlorabe. Verjetno bi mogli tudi sem vključenim, vsem pacientom, da pač bi jih to lahko njihove podatke vključili, zdaj v učenje algoritmov inteligence, dati neko soglasje za podpisati, da pač bi oni soglašali s tem, da se njihovi osebni podatki pač uporabljajo za učenje nekega sistema. Tako da meni se pač zdi, da umetna inteligenca ima velik potencial in je zelo perspektivna, ampak še vedno popolnoma človeka pač ni nadomestila in ga, ne vem, zaenkrat se meni zdi še pač ne bo, kar še nekaj časa oziroma tudi ne vem, če ga sploh kdaj bo, ker vseeno pač temu tehnologiji ne moramo pustiti popolne svobode, ampak pač je fajn, da imamo nek človeški nadzor zraven, ki pač to ureja in ker se mi zdi na ta način tudi zagotavljamo pač boljšo sledljivost in transparentnost vseh teh postopkov. Hvala. Frank? Ja, jaz pa najprej sem, da čist mal izven te perspektive projekte, ki smo ga pri tutorstvu upravljali, se pravi, mi smo šli iz računalništva v neko drugo domeno, kolegici sta pa recimo šli iz, oziroma njeni skupini so prišli recimo iz domene proti strojnemu učenju. Se pravi, malo generalno tudi uporaba recimo umetne inteligence pri računalništvu. Meni se zdi super, recimo veliko orodje v zadnjem letu ali pa dveh je šlo ven, ki višajo produktivnost ali pa vsaj probajo, naprimer Copilot ali pa GPT-4, kakšne take stvari. In kar to omogoča je, da tudi veliko ljudem, ki se prej mogoče niso ukvarjali z programiranjem, pa tudi jaz iskreno mislim, ne verjamem, da bi se vsi mogli, se pravi, omogoča tudi pač domenskim ekspertom, da se pač posežejo tudi nekaterih takih metod, ki so pač prej bile na voljo sam preko recimo ja, nekih bolj zakompliciranih programskih rešitev. In zdaj pa spet malo bolj v naš problem. To pomeni, da tudi lahko mogoče čisto malo reorganiziramo ali pa pač omogočimo drugačne metode dela ali pa sodelovanja med nekimi domenskimi eksperti in računalničarji. Se pravi, če lahko meteorologi ali pa hidrologi pripravijo nabore podatkov, pa imamo mi to kot en nivo abstrakcije, potem pa pridemo računalničarji ali pač eksperti za strojno učenje gor, pa rečemo, da je to samo input in se ne ukvarjamo spet. Do neke mere moramo vedeti, zakaj se gre, pa moramo imeti neko domensko znanje. Vseeno pa lahko malo abstrahiramo in pač mi apliciramo naše ekspertno znanje, naše metode na to in pač napovedujemo outpute. Tako da tukaj jaz vidim nek ta enablement, da se pač da lahko se lotevamo večjih projektov. Se pravi, ker je vedno nek strah, pa kaj nam vse nam bo vzeli službe ali pa kaj bomo pa zdaj počeli, če se bo vse samo,
Jaz v to ne verjamem, jaz mislim, da samo lahko počnemo večje pa boljše stvari hitreje. Tako. Hvala. Simona? Ja, mene seveda navdušuje ta velika količina podatkov, ki jo lahko umetna inteligenca pregleda v tako hitrem času in se iz tega tudi odloča. In pač to je uporabno na vseh področjih praktično. Kot eno stvar bi izpostavila recimo program AlphaFold, ki je zelo pomemben v biokemiji in strukturni biologiji za napovedovanje 3D strukture proteinov iz sekvence aminokislin. To je uporabno takrat, kadar ne moremo eksperimentalno določiti 3D strukture, kar je dejansko praktično precej težko, oziroma so to zelo zahtevne metode. Potem naprej, glede dejavnikov, ki bi morali biti nameniti veliko pozornosti, v bistvu bi potrdila kar lanjene besede glede etične uporabe, tako kot pri vsaki tehnologiji, ki jo uporabljamo, in to, da je potrebna tukaj tudi regulativa in legislativa, da lahko zagotovimo varno, zanesljivo in transparentno delovanje sistemov, ki to uporabljajo. Ja, in za konec se pa strinjam s Frankom v smislu, da AI ne bo kar zamenjala vsega, kar ljudje počnemo, ampak bo orodje, s katerim ljudje te stvari počnemo, oziroma velike količine podatkov lahko pregleda namesto nas. Zdaj, smiselno jih uporabiti, smo pa še vedno ljudje tisti, ki moramo kritično presoditi informacije, ki jih dobimo od teh metod. Tako da, ja, človek ne bo postal nepomemben v teh procesih, ampak bo še vedno delal z AI. Hvala. Hvala vsem za podane vprašanja in razmisleke. To je bila prva okrogla miza letošnjega cikla tutorskega programa Organizacije Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije. Dragi poslušalci, zahvaljujem se vam, da ste večer preživeli v naši družbi, štipendistom pa tudi za vse ideje in navdihujoče pomisleke, ki ste jih podali. Prihodna okrogla miza bo potekala 29. maja, lepo vabljeni nanjo in želimo vam tudi lep večer še naprej.